tako. Lepo pozdravljeni v imenu Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje in v mojem imenu. Sem Nataša Kavčič, organizatorka izobraževanj, kjer letno izvedemo preko 400 izobraževalnih dogodkov. V današnji uri spletnega srečanja bo osrednja tema metoda A3, njena praktična uporaba ter predstavitev novega usposabljanja vodja vitkih projektov izboljšav. Predstavitev bo vodil dr. Peter Metlikovič, svetovalec, coach in vodja večletnih projektov izboljšav v različnih organizacijah, kjer pomaga doseči rast z manjšo porabo virov. Iz prve roke vam bodo projekt uvajanja vitkosti predstavili tudi iz podjetja IMP Armature, gospod Simon Strnad. Ker ura zelo hitro mine in ker je pred nami pester program, predajam besedo našim gostujočim strokovnjakom, tako da gospod Peter Metlikovič, izvolite, predajam besedo. Hvala lepa, pozdravljeni. Torej, danes si bomo najprej pogledali, kaj je to metoda A3, se reče reševanje projektov na Toyotin način. Potem bo konkreten primer iz IMP Armature, kjer so dosegli kar ene take signifikantne izboljšave v nekaj letih. Bomo pokazali, kako to deluje v praksi. Govorili bomo o 7-dnevnem intenzivnem usposabljanju vodja vitkih projektov izboljšav, ki bo potekal na SIQ od 24.3. do 23.6. Potem dr. Aleksander Zidanšek iz Inštituta Jožef Štefan sporoča, da je zadeva lahko sofinancirana s strani KOC-ov. Torej, na ministrstvu so obljubili, da bodo KOC-i podaljšani, vendar to še ni pismeno. Vsekakor pa do konca maja sofinanciranje je zagotovljeno, obljubljeno pa je, da bo tudi naprej, kar pomeni, da lahko del ali cel račun se prijavi v strošek KOC-a. In na koncu bomo ujeli nekaj časa za vprašanja udeležencev. Pa gremo kar pogledati. Torej, zakaj delati, zakaj voditi projekte v industriji? Tukaj je konkreten primer, Yaskawa Ristro iz Ribnice. Tukaj vidimo, da smo za 68% povečali prodajo, pri čemer je bila zaposlenost povečana samo za 24% in to na manjšem tlorisu. Torej, to je rezultat nekajletnih naporov, množice projektov. In direktor Hubert Kosler je rekel, če bi mi kdo v preteklosti rekel, da bi lahko z uvajanjem vitkosti dosegli večjo produktivnost, na manjšem tlorisu proizvedli več in ob zniževanju stroškov ter boljši organiziranosti sočasno dvigovali pozitivno klimo, bi rekel, da je to misija nemogoče. Torej, tukaj imamo definitivno zadeva deluje, rezultati v praksi. Potem še ena stvar, silno pomembno, motivacija. Drug projekt v Adria Dom, torej na levi strani vidimo, da je svetovno povprečje aktivno zavzeti 15%, nezavzeti 67%, aktivno nezavzeti 18%. To pomeni, če bi šlo 11 fuzbalistov na travo, potem bi mogoče 2 hotla dati gol, 2 bi hotla dati avtogol, ostalim se pa fučka. Torej, to je svetovno povprečje motiviranosti. Najboljše organizacije v Sloveniji so precej bolj motivirane od povprečja in tudi povprečne slovenske organizacije so bistveno bolj motivirane od povprečja. Če pa pogledamo, kaj se je v nekaj letih doseglo v Adria Dom, je pa to presežek, ker je precej boljše od najboljših slovenskih ali svetovnih. Torej, tukaj imamo kombinacijo rezultatov in motiviranosti ljudi. Tukaj je bil torej, nagrada Gospodarske zbornice za izjemne dosežke, gospa na sredini, Marta Kelvišar je direktorica Adria Dom. Torej, zadeva deluje in rezultati so. Pa gremo kar v jedro. Torej, ko imamo recimo 100 ljudi v organizaciji, potem nekateri so bolj izpostavljeni, v večini primerov preobremenjeni, preveč zagnani, spodaj imamo pa 70% ljudi, ki so bolj ali manj izgubljeni ali izklopljeni. Kako priti do 70% ljudi, da vklopiš 20% tistih, ki so sicer kot middle management precej izključeni in ne povezujejo vodstva in ostalega dela organizacije. Torej, A3 je konkretno
metoda, kako pritegniti nove sodelavce v sistemsko izboljševanje na standarden način. Kako vklopiti tudi middle management, da se projekti delajo in da se vključi vse ljudi. Ko se lotimo projektov oziroma ko imamo problem ali izziv, na levi strani ena taktika je, dajmo počakati. Ali pa morali bi, res bi bilo potrebno, 100-krat smo že rekli in 10-krat smo že poskusili. Potem v sredini je druga taktika, panika, akcija, šprint. In tudi, če zgrešimo cilj, važno, da tečemo. Na tretji strani, na desni, pa je edini način, ki deluje. Pojdi na pot, uči se, prilagajaj smer in pridi do cilja. Torej, A3 je konkretno način, kako priti do cilja. Pa dajmo pogledati konkreten primer. Recimo, če grem jaz k zdravniku, zdaj bom jaz preklopil na edit način, pa mi boste povedali, Nataša, ali je tole zdaj vidno v edit načinu? Sam trenutek, zaenkrat še ne. Še ne, potem moram jaz to na share screen narediti. Takole. Odpri pladen za skupno rabo. In imamo tukaj. Ok. Se zdaj vidi? Odlično vidimo. Ok. Recimo, verjetno se strinjamo, da je več fizičnega gibanja dobro za nas. Kaj pa, če se zgodi tole, da je stanje, da grem jaz k zdravniku in da zdravnik pravi, da imam pritisk in holesterol in da se že malo sladkorne pojavlja in da moram spremeniti način življenja. Kaj, če je tole stanje? Potem se z ženo pogovoriva in rečeva, kaj pa, če bi midva šla jeseni na mali maraton. In rečeva, izziv je november 2022, mali maraton. Evo, takoj, ko imamo izziv, je pa izziv tako velik, da narediš čisto vse, da se ga izogneš, kar pomeni, da si moraš postaviti en zelo kratkoročen cilj. Recimo, do konca meseca se zmeniva, da bova poskušala 3x 5 kilometrov tek hoja. To pomeni, postaviva si tako majhen umesten cilj, da je v bistvu smešno, da ga sploh ne bi dosegla. Vendar, še vedno tu so prepreke. Strah, navada, odpor, potem nimam opreme, potem ne vem kako, kje. Torej sem precej izgubljen, kar se tega tiče. Zato midva in še kdo drug prideva do kakšnih predlogov, pa rečeva, kaj, če bi kupil superge, obleko, potem kaj, če bi pogledal kakšne aplikacije za spremljanje, kaj, če bi se pozanimal, ali so kakšne skupine, klubi, ali vodena vadba. Torej, nabereva ideje in potem rečemo, ok, zdaj pa, če hočem priti do cilja, nakljub preprekam, potem moram danes ali jutri nekaj od telih predlogov narediti. In rečem, do petka kupi superge. Tako. Torej, tako zgleda A3 v praksi. Ni kompliciran, sama ljuba zdrava kmečka pamet in veliko prakse. Zdaj bom pa jaz preklopil nazaj v edit način. Torej, nazaj v presentation način. Pa bo Nataša povedala, ali se vidi v presentation načinu. Točno tako je, vidimo. Se vidi, sam jaz ne vidim. Jaz vidim pa Simona. To pomeni, da moram nekaj narediti, ne? Ima Nataša kakšno idejo, kaj lahko naredim?
Poskusite stop share screen pa ponovite. Ok. Odpri pladenj za skupno rabo. In grem tukaj. A se zdaj vidi? Odlično. Super. Evo, gremo naprej. Torej, tako izgleda A3 v praksi. To je stopenjski način identifikacije izziva, definicije stanja, postavitev kratkoročnega cilja in potem koraki v smeri aktivnosti. Torej, glavni faktor uspeha je sponzor vodja. V športu se temu reče trener, športnik. Vsi vemo, da ni uspešnega športnika brez trenerja in tukaj prenašamo samo isto filozofijo v podjetje. Praviloma je sponzor tvoj vodja. Če si ti vodja projekta, je sponzor praviloma tvoj nadrejeni, ni pa nujno. Kaj dela vodja projekta? Dela na projektu, konzultira kolege, zbira ideje, dela male korake, poroča. Kaj dela sponzor? Redno, praviloma vsaj tedensko, komunicira z vodjem in ga podpira, izziva, usmerja. In sponzor porabi recimo 4 ure na teden, medtem ko vodja projekta pa porabi 2, 4, 8, 16 ur na teden ali kakorkoli že projekt zahteva. Torej, to je najpomembnejši faktor uspeha. Drugi je stopenjsko reševanje. Torej, če nimamo definiranega izziva, recimo v tem primeru bi bil športni izziv priti do izvora reke s čolnom. Ko postavimo izziv, šele imamo pogoj za motiviranost, konkreten izziv. Potem druga točka, definirati moramo stanje. Če ne veš, kje si, ne moreš delati korakov naprej. Tretja točka, definirati kratkoročen vmesni cilj. Ko greš po reki, ne vidiš 3 ovinke naprej, kar pomeni, da vmesni cilj je naslednji ovink, ne vidiš do konca. Isto je pri vodenju projektov izboljšav. Ko to delamo male korake. Ta slika zelo dobro ilustrira, veliko malih korakov te pripelje visoko, nekaj maničnih ciljev te ne pripelje nikamor. Še posebej, ko vključujemo večje število ljudi v organizaciji. In potem vsi, ki smo že kdaj izpeljali kakšen projekt, vemo, da je plan tako, kot je narisano zgoraj, realnost je pa tako, kot je narisano spodaj. Kar pomeni, da je treba delati male korake, sproti prilagajati, se učiti in prilagajati svojo pot proti izzivu, trenutnim razmeram. Zakaj je ta zadeva tako zelo motivirajoča? Tukaj na tem grafu od McKinseyja je napisano, katere so učinkovite metode motivacije. In vidimo na sredini, torej 67% tistih, ki so bili anketirani, pravijo, da je pozitivna povratna informacija s strani vodje najbolj motivirajoča zadeva od vseh. Torej, v firmi so odnosi, če so odnosi motivirajoči, je firma motivirajoča in obratno. Na drugem mestu je kakršnakoli pozornost s strani vodij, 63% je bilo v tej raziskavi. Torej, če srečaš šefa na hodniku in te spregleda, potem se počutiš grozno. Če ti prijazno pokima, ali če ti sploh pokima, ali če te vidi, potem je to v redu ali normalno. In na tretjem mestu priložnost vodenja projektov. To pomeni, kako motivirati ljudi, tako da rečeš, jaz bom sponzor, ti boš vodja, ali bi delala skupaj na tem projektu, redno se bova dobivala, jaz bom usmerjal, ti boš delal, in potem imaš redno šanso za pohvalo, za pozornost, za izpostavljanje, za šolanje, za usposabljanje, za razvoj ljudi, in to je najmočnejši možni paket motivacije. Na četrtem mestu, skrajno desno, je šele bonus, se reče finančna nagrada, ki temelji na konkretnem rezultatu. To pomeni, če imamo sistem inovativnosti, kjer lahko še ugotovimo prihranek in del tega po pravilniku delimo z člani ekipe, imamo pa še četrti najmočnejši faktor motivacije. Kako izgleda obrazec v praksi? Zelo enostavno, Wordov dokument je povsem v redu, naslov, začetek, konec,
sponzor, vodja, kaj je izziv, kaj je sedanje stanje, kakšno je ciljno stanje, katere prepreke, kateri predlogi in konkreten plan projektov. Gremo pogledati konkreten primer. Tole je konkreten primer iz knjige in imamo zgoraj levo, kaj so bili cilji korporacije, med drugim obkroženo izboljšati kvaliteto in servis kupcev. Kaj so bili cilji proizvodnega dela korporacije? Obkroženo med drugim znižati škart za 15%. Potem na desnem delu tukajle imamo pa en graf, kjer vidimo, da je bila leta 2004 3,2% škart, leta 2005 2,7% in leta 2006 2,6%. Cilj je bil pa 2,3. Cilj ni dosežen, kar je dober razlog za sprožiti A3 projekt. Ekipa oziroma vodja, sponzor s kakšnim vključenim sodelavcem so se lotili current condition, raziskave sedanjega stanja. Kaj so ugotovili? Da je $700,000 je izmeta v strojni delavnici, $200,000 v varilnici in 86,000 v sestavi. Torej, kam se bodo fokusirali? Fokusirali se bodo na strojno delavnico. V strojni delavnici so ugotovili, da imajo različne procese. Milling je reskarce, turning bi bile stružence, drilling bi bile vrtalke, potem je grobo brušenje, fino brušenje in analiza je pokazala, da je delč največ izmetan na brušenju. Torej, zdaj imamo stanje malo bolj definirano. In pogledamo zdaj, kakšen kratkoročni cilj si postavimo do decembra 2006. Znižati škart na grobem brušenju iz 3,7 pod 2 in znižati škart na finem brušenju iz 8,7 pod 2. Tukaj imamo SMART cilje, seče specific, measurable, ambitious, realistic, time limited. SMART cilj, konkreten, merljiv rezultat. Spodaj levo, root cause analysis, kateri so pa razlogi, da imamo toliko izmeta na brušenju. In so šli že brainstormat, kaj pa če je nastavitev napačna, kaj pa če je vpenjanje napačno, kaj pa če človek ne zna, kaj pa če so komadi defektni, torej to je brainstorming. Ko so delali brainstorming, še niso vedeli rešitev, so pa zbirali dobre ideje. In zdaj grem pa lahko nazaj, torej, a lahko narediš brainstorming razlogov, če nimaš konkretnega merljivega cilja? Ne moreš. A lahko postaviš konkreten kratkoročen merljiv cilj, če nimaš analize situacije? Ne moreš. A lahko delaš analizo situacije, če nimaš definiranega izziva, zgoraj levo? Tako da vidimo, da A3 rata res logičen, ko ga beremo nazaj. Torej, zdaj so prišli do brainstorminga možnih analiz problema, možnih vzrokov in zdaj so šli pa tukaj po vrsti. V prvi vrstici zgoraj desno, countermeasures, dirt and contamination, kaj pa če so stvari umazane, preverili PTS, v redu. Potem druga vrstica, kaj pa če nastavitev brusa ni ta prava, so preverili, v redu. Kaj če je manual offset, če je kot ročna nastavitev, ja, v redu. Potem četrta, kaj pa če so ležaji razrahljani, kaj so ugotovili? Ja, ležaji so bili razrahljani, da je morate ležaje nazaj zategniti. Kaj se je pokazalo na grafu? Če meriš rezultat, kaj se je pokazalo? Aha, ko smo zategnili ležaje osi, je škart padel. Ali je padel pod 2%? Ni. To pomeni, da gremo dalje. In so poskušali še to, ono, drugo, tretje, toliko časa, da v 11. vrstici niso prišli do koncentracije hladilne tekočine, so preverili, aha, koncentracija napačna, zamenjali, kaj se je zgodilo s škartom, škart je padel pod 2%. Vedno je debata, a ni to prekompliciran? Kaj pa, če to preveč traja? To je zapleteno. Ampak, poglejte, v 2 tednih so pač naredili 12 poskusov in od tega sta bila 2 uspešna. In to je super, ker v 2 tednih so bistveno znižali škart, ki je bil reda velikosti $500,000 prevelik. Tako da metoda jasno je
ima korake, ima udeležbo, ima načine dela, je učinkovita, jasno pa, da ni to streljanje izpod kolena, kjer čudežno zadaneš cilj, ne da bi karkoli vedel. In zdaj gremo lahko. Ja. Zdaj pa samo, katera vprašanja se vprašamo. Pri izzivu, ozadju se vprašamo, ali je cilj pomemben, zakaj delamo tega, ali imamo podporo vodstva, kakšne so koristi. Pri definiciji stanja se vprašamo, kaj, kako, nikoli, kdo. Vprašamo se, kakšna so dejstva, podatki, proces, ali imamo doseganje ciljev, kaj pa naj bi se dogajalo, ali si šel opazovati, si govoril z ljudmi, katera so mnenja, katera so predsodki, kakšen tip problema, ali smo vizualizirali rezultat. Potem pri postavitvi cilja ne veš, kako to doseči. Veš, da rabiš, veš pa še ne. Če veš, potem naredi. Vprašaš se, kaj, kje, koliko, dokdaj, kakšna je uporabnost, lastnosti, strošek, kakšni so vmesni cilji, kako bo izgledal uspeh, tvoje območje vpliva. Potem pri brainstormingu, katere so ovire, zakaj imamo ta problem, ali lahko naredimo enostavne poskuse, kateri so vplivi, kateri so glavni razlogi, vprašaš se 5-krat zakaj, veš ali meniš, torej ali dejstva ali mnenja, in katere so korelacije ali povezave. Pri izvajanju konkretnih poskusov vprašaj več ljudi, najprej izberi veliko idej, to so eksperimenti po enega naenkrat, kaj, kdo, dokdaj, mora biti jasno, potem prodaj ta načrt svojim sodelavcem, delaj hitre in kratke korake, ne čudovita, fantastična rešitev čez leto pa pol. Potem pri risanju grafa je treba torej vizualizirati in na koncu še, ali smo standardizirali, usposobili, ali spremljamo, ali razširitev. Evo, in zdaj smo prišli do konkretne predstavitve, kako to zgleda v praksi. Kolega Simon Strnad, on je dejansko direktorjeva desna roka za to področje in je osebno vodil in direktor koordinacijo, vodenje, usposabljanje in tako naprej že par let in bo pokazal, kakšne rezultate se da doseči s kakšnimi metodami. Simon, izvoli. Tako, hvala lepa. Še toliko, da uspem skupno rabo. Se vidi? Se vidi, hvala. Se vidi, takole začnemo od začetka ponovadi, pa gremo. Se vidi tale prezentacija, kaj ne? Tako je. Tako, super. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ime mi je Simon Strnad, prihajam iz podjetja IMP Armature in bi vam na hitro rad predstavil našo izkušnjo na področju uvajanja vitkosti v naše procese. Najprej bi rad nekaj na hitro povedal o našem podjetju. Smo srednje velika družba, proizvajamo industrijske armature, to se pravi razne filtre, ventile, hidrante, nepovratne ventile, lopute in sicer za razno infrastrukturo, za vodovod, toplovode, kanalizacijo, tehnološko vode in tudi seveda ogrevanje. V podjetju smo v lanskem letu uspeli realizirati za 10 milijonov 600 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, od tega jih je bilo 77% doseženih na tujem trgu in 23% na domačem trgu. Zaposlenih nas pa je pri 82 sodelavcev. Z vitkostjo smo se začeli ukvarjati leta 2019 in to leto vzemamo tudi kot izhodiščno leto. In če na hitro na začetku malo primerjamo rezultate, ki smo jih uspeli v lanskem letu doseči, seveda v primerjavi z letom 2019. Iz te tabele lahko vidimo, da smo uspeli nadure reducirati za 28%, prodaje na zaposlenega smo povečali za 35% in bruto dodana vrednost na zaposlenega se je ravno tako povišala za dobrih 46%.
Sedaj pa bi vam v parih točkah, parih slajdih rad predstavil, kako s kakšnimi prijemi, s kakšnim načinom dela nam uspeva dosegati želene rezultate. Na letni ravni organiziramo tako imenovano strateško konferenco, kjer se nas zbere takele luštna druščina. Prisotni so vsi predstavniki glavnih vodilnih služb, vodje, direktor, vzdrževalci, tehnologi, razvojniki in drugi zaposleni, se pravi skupino vodje. Glavna tema te konference je poleg pregleda in analize leta, tudi določitev projektov, izboljšav in ciljev za prihodnje leto. Tako se s brainstormingom v bistvu pridobi do 60 koristnih predlogov in idej, za katere posamezniki mislijo, da bi lahko pozitivno vplivali na doseganje rezultatov. Na podlagi pridobljenih idej na strateški konferenci nato uspemo v bistvu oblikovati glavne A3 projekte izboljšav. Tukaj na slajdu vidimo trenutno stanje oziroma trenutno odprte in v delu projekte. Vsakemu projektu določimo vodjo projekta, določimo sponzorja projekta in pa seveda tudi okvirno časovnico projekta, v katerem naj bi se projekt izvajal in zaključil. Do sedaj smo na ta način obravnavali 81 projektov, od tega smo jih uspešno realizirali že 51, 23 jih je trenutno v delu oziroma odprtih, nekaj pa smo jih bili primorali tudi ukiniti, se pravi, smo s projektom zašli s poti oziroma smo si postavili previsoke cilje in smo bili primorani reorganizirati oziroma na novo definirati projekt. Seveda se tudi mi vseskozi tudi še učimo. Sedaj pa bi vam rad na kratko na enem primeru predstavil delo na projektu in sicer konkretno na tem projektu smo dosegli lepe rezultate. Na sliki vidimo pač obrazec, ki je pomoč pri vodenju projekta. Na začetku se določi začetek, konec, določi vodjo, sponzorja in seveda tudi tim, ki bo delal na projektu. Določimo ozadje in izziv, pogledamo stanje, določimo ciljno stanje in analiziramo in podamo predloge rešitev. Kot smo rekli že, kot je Peter povedal, morajo biti ti cilji majhni cilji, da ne zaidemo s poti. Ob naslednji reviziji projekta se na novo definira, v bistvu ozadje in izziv ostaneta seveda enak, sedanje stanje in pa ciljno stanje se pa na novo definira. Ob vsakem sestanku odpremo tudi novo revizijo tega projekta. Na konkretnem projektu smo v bistvu si kot cilj zadali, kako spakirati pač neke izdelke, da bi bilo čim hitrejše, čim boljše in čim bolj produktivno. No, in iz tega grafa vidimo pa rezultat projekta, ki se je ta projekt neposredno dotikal nekega delovnega mesta in iz grafa lahko vidimo, da se je produktivnost v tem obdobju, ko bi projekt zaključen oziroma še v delu do konca leta, smo produktivnost na tem delovnem mestu uspeli povečati za dobrih 60%. Seveda pa je k dvigu produktivnosti pripomogla tudi sprememba komunikacijske kulture v samih proizvodnih, v samih naših procesih v podjetju. Tako je na sliki predstavljena tabla v oddelku strojne obdelave, kjer dnevno potekajo tako imenovani sestanki, na katerih obravnavamo probleme, ki so se zgodili v zadnjih 24 urah. Dnevno pogledamo stanje PSQDC, to pomeni, da preverimo, ali je na delu dovolj
planirano število delavcev, ali so razmere za delo varne, ali so bile mogoče v preteklem dnevu kakšne težave z kvaliteto, kakovostjo, ali smo plan dosegli in če so mogoče nastali kakšni nepredvideni stroški. Pogledamo tudi izpostavljene probleme in seveda kazalnike. Vodja table, v tem primeru je to vodja proizvodnje, dnevno izpostavi vsaj 4 napisane probleme. Na teh sestankih se jim definira odgovornega za rešitev projekta in definira se rok, v katerem ne bi bil ta problem rešen. Zaenkrat tole vodimo še takole v papirnati obliki, bomo pa seveda v prihodnosti to tudi poskušali digitalizirati. Na tak način smo v lanskem letu skozi celo proizvodnjo uspeli obravnavati nekje 2655 problemov, kar je izredno lepa številka. Seveda na teh sestankih pogledamo tudi doseganje urnih planov. Vsak delavec v proizvodnji dobi takole dnevno predpripravljen urni plan, tako delavec točno ve, kaj se v tistem dnevu od njega pričakuje. Seveda pa lahko poleg pisanja doseganja dela vpiše tudi komentarje oziroma opažanje in razne probleme, ki so se pojavili tekom njihovega dela. Na tak način dnevno izpeljamo 7 sestankov, to nam vzame do 1 ure dnevno. Pozabil sem še omeniti, da na teh sestankih tabel so prisotni tako direktor, vsi vodje glavnih služb, razvojniki, tehnologi, vodja prodaje in seveda tudi kakovostniki. Zadnja tabla je tabla vseh vodstvenih služb. Na tej tabli se zbirajo v bistvu problemi, ki eskalirajo iz proizvodnje in so ponavadi po naravi zahtevnejši in rabijo malenkost več pozornosti za obravnavanje problemov. Tako, toliko zaenkrat iz moje strani. Hvala za pozornost. Sedaj pa besedo predajam nazaj gospodu Petru Metlikoviču, ki bo nadaljeval. Hvala lepa. Okay. Na koncu bo še prilika za kakšno vprašanje. Tako. Simon, hvala lepa, zelo lep, konkreten projekt. Takole, zdaj moram jaz tole klikati. Tegale, ne? Jap, tale. Ok. Imamo spet mojo prezentacijo, Nataša? Že imamo. Odlično. Dobro, torej na kratko o metodi A3. A3 je metoda za vključevanje sodelavca na konkretnem projektu. Ima sočasno več pomenov, je obrazec na formatu papirja A3, od tod ime. Potem je način razmišljanja, tako kot v medicini, najprej diagnoza, potem terapija, ne kar ugibati, kaj je primerna terapija. Je način komunikacije, odločitev za coaching in odpoved ukazovanju, šefovanju in pametovanju. Je dokazan motivator in na praktičen način izboljša komunikacijo. In končno prinese konkretne izboljšave in prihranke. Ampak vidimo, da je komunikacijski in motivacijski del na prvem mestu, konkretne merljive izboljšave so pa v bistvu stranski produkt. Uporabljamo Toyota format, zdaj Tesla, Amazon, industrija, zdravstvo, uprava, vojska, sociala, prodaja, šolstva. Vsi uvajajo izboljšave, vsi uporabljajo nekaj takega, digitalizirano ali ne, ampak komunikacijski način je isti. To je enostaven, razumljiv format, jasno, ker mora pritegniti recimo tretjino sodelavcev. Torej, na usposabljanju bo vsak udeleženec izdelal zaključen projekt izboljšave s prihrankom, ki bo precej presegal strošek usposabljanja, kar pomeni, da ta investicija v šolanje se bo povrnila že v enem letu oziroma prej. To pomeni, ta vaša odločitev za šolanje je prihranek, ne strošek. Vsak udeleženec bo izdelal samo oceno zrelosti podjetja,
po metodi Lean Sensei od American Association for Manufacturing Excellence, tako da boste dobili grafično prezentacijo, kako izgleda nivo vaše firme na tem področju. Potem 7 dni usposabljanja se odvije v 4 mesecih. Spoznali bomo orodja vitkosti, predelali bomo referenčno knjigo Leica Toyota Way, nova izdaja, in pogledali bomo konkretne primere iz različnih organizacij. Dragocen je prenos izkušenj med udeleženci usposabljanja. Zadeva bo interaktivna, vsebino prilagajamo vašim projektom, radi imamo vprašanja, najboljša so provokativna. Vsak udeleženec ima sponzorja, ki ga podpira in izziva. In sponzor je prve 2 dneva prisoten. V večini primerov bo to nadrejeni, ni pa nujno. Katerikoli član vodstva, ki lahko odstranjuje prepreke in ki resno jemlje to sponzoriranje. Pogledali si bomo ogled primera vitke organizacije, en dan bomo porabili v eni od firm. Potem na koncu bo predstavitev projektne naloge in udeleženec dobi naziv vodja vitkih projektov izboljšav. In s pridobljenim znanjem boste lahko vodili projekte izboljšav ali pa tudi oddelek. Recimo konkretno v Novartisu sem izšolal preko 100 ljudi, ki so bili ali že zdaj na vodstvenih pozicijah ali pa so jih dali na šolanje, zato ker so jih planirali naslednje leto naprej. Poglejmo program, torej prvi in drugi dan je 24. in 31. marca od 8. do 16. Prostor, ki ga organizira SEQ, torej to bo poslovna igra, začetek vaših projektov, prisotni udeleženci in sponzorji, zelo pomembno. Potem naprej sponzorji so samo še 2-krat na Teamsih, drugače niso prisotni, bodo pa podpirali in vodjo projekta njihovega. Torej, 3. dan, kolega Frane Koren, velik praktik, vodja področja iz Hidrije, bo vodil posnetek stanja in vizijo procesa, metodo Value Stream Mapping. Potem 4. dan, 5. maja, vizualizacija oddelka, vloga vodje oddelka, skupino vodje. 5. dan, 26. maj, standardizacija. Potem 6. dan, 9. junij, usposabljanje mentorjev. In 7. dan, 23. junij, predstavitev projektov in strateško vodenje. Tako to je kompleten paket usposabljanja. Komu je šola namenjena? Ljudje sprašujejo. Torej, ciljna skupina so predvsem vodje oddelkov, vodje izmen, torej middle management, potem ključnim in visokopotencialnim kadrov iz vseh oddelkov, se reče bodoči vodje, iz vseh oddelkov. Torej, proizvodnja, logistika, vzdrževanje, prodaja, razvoj, tehnologija, kakovost, finance, kadri ali kakršnekoli oddelke že imate v šoli, bolnici, ministrstvu ali upravi ali kjerkoli. Potem direktorjem in članom uprav vseh velikosti. Torej, delno tole usposabljanje smo izvedli za veliko vodstvenih ekip. Vse Lekove ekipe, potem Jaskavine ekipe po celi Evropi. Tako da definitivno gre za middle management pa top management in bodoči člani teh ljudi. Potem tip organizacije ni omejen, dobrodošli tudi iz gradbeništva, gostinstva, zdravstva, vojske, uprave, šol, vseh ostalih organizacij. In torej dr. Zidanšek je sporočil, da je na ministrstvu sofinanciranje strani KOD-stopa odobreno tudi do jeseni. Za enkrat pismeno še ne, pismeno je pa do konca maja. To pomeni, računa se, da bo dejansko sofinanciranje v celoti, v nasprotnem primeru pa dobite delni račun, ki je tudi sofinanciran. Torej, tukaj je kolekcija firm, s katerimi smo to že delali. Vidimo, da je precej firm iz vseh aktivnosti, tudi iz medicine in tudi iz uprave in tudi ministrstva in še kaj. Ne samo proizvodne firme, tudi recimo prevajalska firma in gradbene firme in majhne in velike. Tako da zdaj bi bil pa čas za kakšno vprašanje. Odlično, takole, zdaj bom jaz prebrala nekaj mnenj oziroma vprašanj. Zdaj oseb sicer ne bom navajala,
Bom pa samo prebrala. Zanimivo, zelo dober dogodek. Škoda, ker razlaga pomena A3 ni bila podana že v vabilu za še večji odziv. Pa torej lahko človek misli, da bo govor o Audi A3, o velikosti papirja A3 in podobno, ker imajo različne panoge iste imena kratice. Sicer je pa tole očitno super stvar. Hvala, upam, da bo res možen ponoven ogled. In potem imamo naslednje, se pravi, vprašanje za gospoda Metlikoviča. A lahko še podrobneje opredelite vlogo mentorja in kaj lahko on pridobi s tem? Koliko lahko pripomore k uvajanju izboljšav kasneje v podjetju? Zelo dobro vprašanje. Torej, velikokrat je tako, da imamo zagnanega človeka, ki bi se nečesa lotil, ampak če ni komunikacijsko povezan v organizaciji, bo naletel na prepreke. To so njegove lastne ure in potem podatke, ki jih rabi, in prioritete, in usluga strani vzdrževanja, ali pravnika, ali kogarkoli. Torej, projekti, ki jih nekdo poganja sam, nujno zaribajo. Kar pomeni, da projekt, ki je pripoznan kot pomemben na nivoju vodstva, rabi sponzorja ali mentorja. To je član vodstvene ekipe, ki redno, minimalno tedensko, na strukturiran način, to zadevo šolamo, to rutino, komunicira z vodjem projekte, ga podpira izzive, predvsem pa odstranjuje prepreke in vzdržuje prioriteto. Torej, industrijska praksa oziroma organizacijska praksa kaže, da brez vloge sponzorja bodo kakršnikoli napori posameznikov nujno zaribali in ne pridemo do rezultata, pridemo pa do velike porabe virov, ki jih potem nimamo za kaj drugega. Tako da vloga sponzorja je popolnoma ključna in je primerljiva z vlogo trenerja v športu. Ni uspešnega športnika brez trenerja. Odlično, hvala za zelo čudovit odgovor. Takole imamo še eno mnenje. Hvala za zanimivo predstavitev. Do sedaj smo metodo A3 prvenstveno uporabljali za reševanje zahtevnejših kakovostnih težav. Takole, mislim, da je verjetno bi lahko prebrali oziroma prebrali še kar nekaj vprašanj, vendar se naš čas izteka. Takole, da jaz bom mogoče samo še rekla, v bistvu najprej se zahvalila gospodu dr. Metlikoviču za jedrnato predstavitev in pa gospodu Strnadu za predstavitev praktične izkušnje. Ob tej priložnosti vabljeni v našo družbo že ta četrtek, 17. marca, na delavnico A3, pristop vključevanja sodelavcev v sistematično reševanje problemov in izboljševanje, in seveda vabljeni na šolanje, se pravi, kot je gospod Metlikovič že omenil, vodja vitkih projektov izboljšav, ki se začne 24. marca. Tako da toliko o tem. Jaz upam, da ste bili z dogodkom zadovoljni. Gospod Metlikovič, gospod Strnad, najlepša hvala. Upam, da se vidimo, da se srečamo in vse dobro želim. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.